Dobrodošli v novem videu. Danes behind the scenes, gremo proti Ljubljani, gremo na delovni dan dejansko, tako po domače. Gremo posnet par reelov, gremo opravičiti zmagovalca našega zadnjega challengea, ki bo dobil reel v svojem avtu in reel sebi na avtu. Tako da sledite lemu videu. Smo se zmenili s Pogačarjem, smo šli malo na roko, smo se ustavili na Razdrtem, smo pobrali en šprtni sedež, odvest vzadej, naš brežen snemalec je full komod. Potem je prišlo ven, da je bilo še en kup stvari še za DDK in za Tadeja, tako da imamo Vitaro brežno polno do stropa in to je to, zdaj gasa proti Ljubljani. Kaj je zdaj? Košamo, ne? Ča. Koša. Kusmo. Vidiš sploh kaj je? Vse vidim. Avto je gor, so ga dali gor na avtovleko in zdaj gremo do garaže od Pogačarja, da lahko snamemo naprej reele. Zdaj smo prileteli v eno super delavnico, en super mega plac. Pridite z mano. Koša, hola. Kar naprej, kaj zdaj? Evo nas. Dobrodošli. Vsi govorijo, da mora biti to 10, 11, ne vem kaj. Voda je od spodja, vidiš, rosfore cevi. Zaradi tega, da ni po kabini, ker pač takrat so bile ful polemika, je po kabini ali ne po kabini, eni so delali po kabini, eni ne. Jaz sem pol raj bil pristaš tega, da damo rajš izven kabine, a ne. Valjda, če je opcija. To so te nosilci kupljeni pač. Jaz sem takrat tako rekel, sem rekel, bom jaz kupil karter, nosilce, izpušne kolektorje, da se pač zadeva hitreje premakne, da damo to pred snot. Vodna pumpa, ki žene vodo naprej do motorja, a ne. Dva ventilatorja, orank, ne vem, sicer koliko imata pretoka sam. Največje, mislim, najmočnejše za tako velikost, ki sem jih lahko spravil. Živijo in lep pozdrav, moje ime je Aleš in to je moj Nissan Silvia. Zdaj smo v tem delu, v bistvu v tem času sezone, da imamo avte vsi na dvigalih v delavnici. Treba iti čez vse vijake, pogledati malo, kje so kakšne stvari, šibki členi. Menjalnik bomo dali dol, da pogledam sklopko. Servis je treba narediti olja. Drugače pa overall smo pripravljeni, ne bo nekih novih novosti na tem avtu, avto ostane tak, kaj je. Upam pa, da mi rata se zmeniti, da bomo avto nekako polepili, da bo nek livery letos, da ne bo tista čist bela, črna kombinacija, ampak da bo majčkeno poživil avto in pa, da bo mogoče bolj zasijali moji sponzorji na tem novem liveryju. Na hiter imamo pač seveda Wiswap, to, kar ponovadi vsi top vozniki vozijo. BC Racing Gewinde. Od spredje je pač vse narejen po teh standardih za crash, da je ta crash bar od spredi. Probali smo narediti, da je čim bolj odprt, da pride čim več zraka v motorni prostor. Oljni hladilnik za servo. Gremo naprej. Tukaj imamo adapter ploščo.
ki v bistvu lahko pol na to adapter ploščo montiramo razne različne menjalnike. Pač moja odločitev je bila za BMW 5 prestav od 3.0 dizla menjalnik. Pa v bistvu Auspuh, vidite, je iz 2 v 1. Zaradi same teže, pa zaradi samega pač izdelave, da nimamo po dve cevi čez cel avto, smo naredili samo na eno. Zadnji del je pa v bistvu original Nissan z nadgraditvijo z Weissway polosovinami pa nasteljivimi rokami za optiko, da se pač lažje to naštima. BC Racing, dvojne čeljusti, ročna posebej, bremza posebej. Mogoče se s te strani še bolj švit. Imam klasično bremzo, je pač navadna, ena čeljust je bremza, ta druga je pa pač hidravlična ročna, da se ne motita med sabo. Recimo, če rabiš mogoče malo popraviti z bremzo, pa istočasno potegniti ročno, da sta pač posebej sistema vezana. Tako da to je bilo od spodaj. Zdaj spustimo avto dol. Pod pokrovom imamo LS3 6.2. To se pravi, ta motor je obstajal, točno ta motor je bil v Corvette C6 Grand Sport 2011 letnik. So pa pač take isti motori z majčkeno drugačnimi oznakami in v kamiončkih ameriških in v raznih avtomobilih. To je v Ameriki kar dosti popularen motor. Avto ima 585 konjev, 700 Nm navora. Tukaj moči ne manjka. Velikokrat me folk vpraša, če bi še kaj nadgrajeval, pa če bi dal kakšen supercharger ali pa turbo gor. Ne vem, nima smisla, ni potrebe, ker je avto dosti močen za to težo, pa za te naše steze, pa to, kar jaz vozim. Imamo pa tukaj hidravlično ročno, prej smo govorili v uni dodatni čeljusti, je vezana na hidravlično ročno. 5 prestav menjalnik, klasičen menjalnik z short shift ročko. Imam tukaj dashboard Pro 2, tale ekranček, na katerem dobim vse podatke ven, temperaturo vode, temperaturo olja, obrate, hitrost itd. Tukaj imam nekaj malega dodatnih teh stvari, ki jih rabim nujno, luči, brisalci, ventilator, ampak ventilator je tako vezan avtomatsko, tako da s tem se ne ukvarjam kaj preveč, razen če hočem dodatno ga prižgati. Tukaj je glavno stikalo na tipko. Pa imam tukaj povezavo, ko vštekam v čelado. Tukaj gor imam walkie-talkie ponavadi montiran, tako da se prek tega kabla lahko pogovarjam z boksom in z mojim spotterjem, ki je na stezi, in mi pove razne malenkosti, ki jih je treba popraviti, kar se tiče linije in kar se tiče kakšnih stvari, če se dogajajo na stezi, ki jih jaz ne vidim. Recimo, velikokrat mi je prav prišlo, je rekel, ne vem, prišlo je do neke nesreče, priti v boks, brez veze čakaš v vrsti in sem pošel takoj v boks, da ne zgubljamo časa. Tako da to je to, kar se tiče notranjosti, nekaj ful zakompliciran. Probali smo narediti čim bolj enostavno. No, tukaj zadaj imamo pa rezervoar za gorivo. 30 litrov, sicer ne bi rabil toliko imeti, ampak je pač glih tak tank nekako tukaj noter pasel in smo pač uporabljali ta tank. Hladilnik za vodo je nazaj prestavljen. To so one cevi, ki smo jih od spodaj prevideli, ki so bile, ki je od motorja nazaj spaljena komplet voda. Bencinske črpalke in to je to. Je pa s tem požarnim zidom vse ločeno od mene. Nazaj te tekočine, ki bi recimo lahko prišle do pač, če se recimo prevrneš ali pa karkoli zgodi, da te ne pošprice bencin, gorivo ali pa vroča voda. Pa še ena zanimivost mogoče. Imamo zdaj po novem letos 3D printane luči, zato ker je zadnji del velikokrat v kakšni ograji ali pa v kakšni steni in so te luči zdaj za Nissan kar drage ratale. Mislim, da bo tudi za druge avte že počasi zginile, tako da bo mogoče prihodnost v 3D printanih lučeh, pa v 3D printanih kakšnih kosih. Jaz sem Aleš Pogačar in imam največjega.
Živijo, jaz sem Andraž Anzolc, vozim za 24 Drift Team, tole je moj dirkalnik, v bistvu E36, limuzinca, 4.0 motor V8, ima malo kletke, malo zici, malo ta zadnji hladilnik program, tako da avto je narejen profi. Tako da pridite pogledati, no še malo noter, da vidimo, kako je not narejen. Noter vidimo v bistvu nič. Tako da je avto slečen čist, kletka, short shifter, hidravlična ročna, drug zaslon za namest števca, dirkalen volan, FIA zici, FIA pasovi, tako da je avto v bistvu najbolj enostavno možen narejen, se pravi čim manj teže, tako da zdaj sem malo se zgubil. Zadaj imamo gasilen aparat, ki je v bistvu spaljan po celemu avtu, tako da če pride do panike, potegnemo in smo vsi živi zdravi. Je to sicer za enkratno uporabo, tako da ne se igrati na dirkah. Se pravi, voda je speljana od zadnji avta, imamo zadnji zunanji hladilnik, 2 orenk, se pravi ventilatorja, posebej zunanji tank, posebej slurge tank, vodno pumpo, električno, ki ni vezana na motor, tako da evo na hiter malo notranjosti vozila. V glavnem od spodaj pod avtom najdemo spredi Viceweb, spredi Filge Vinde, zadnji MG Solution roke, zadnji Filge Vinde, špera, tako da avto je kar recimo na nivoju narejen. Motor je, tako sem že prej rekel, nažalost samo V8 4.0, nekih 300 konjev. Je sicer narejen z železnimi srajčkami, pa na novo cel motor zložen, tako da v bistvu je nov, dela ka urca zaenkrat svakamo čast. Tako da smo šli bolj na safe varianto, mogoče v 2026 sezoni še kakšen puhalnik gor vržemo, da bo to enih 400-450, da bomo malo bolj konkurenčni, ker že v diviziji 2 smo prešvoh. Ničkan drugačna situacija je kle, kukar je original, evo, to vam povem eno skrivnost za vse, ki boste dajali vodo od zadaj na 36-kah in se sprašujete, kako speljati cevi. Tukaj se vidi, naredili smo nove tunele, odrezali smo v bistvu poden, pa na kontra naredili tako, da v bistvu avto naseda na šasijo, če se karkoli zgodi in ne na cevi za vodo, kar je zelo, zelo dobro za varnost. Tako da ja, evo na kratko, to je moj avto, če še koga kaj zanima, pišite v komentarje, šerite in se vidimo. Zakaj sem tak, brez besed? Samo zaradi tega. Samo zaradi tega pač. Prvi, drugi in tle pa imamo skrit, puste tega, puste unga, imamo skrit še enega. Pač je toliko zanimivih stvari tle, da sem ostal kar brez besed. V glavnem smo prišli zelo enostavno, smo se takoj lotili snemati. Praktično smo snemali 2 reela za predstavitev avta, 2 reela ASMR avto in smo snemali logično video od YouTubea, ki ga boste videli danes, oziroma zdaj, ki ga gledaste. Po temu smo naredili še nov content, ki boste videli v ne vem, kako se reče, v prihodnosti. Boste videli v prihodnosti, tako da praktično to je to za danes, to je to za LJ. Snemali smo to, kar smo imeli za snemati, tako da zdaj bomo zaključili, pa počasi šli v Koper. Ajde, fok.